2, 3, hop, 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 roke v zrak, zavrti se, si na moj znak. Jaka, IJK, LMN, OPR, SŠT, Jaka pripravlja se za druženje. Pripravite se, tukaj je! Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Pravijo, da je znanje zlato. In če tako drži, potem ga bova veliko našla v knjigah. In zato sva danes v knjižnici Velenje. Poglej, Jaka, poglej, kako velik prostor in koliko knjig. Živijo. In prav to gospo iščeva, gospod Bernardo, pozdravljeni. Pozdravljeni, Mojca in medvedek Jaka. Ja, lepo, da ste se oglasila spet v naši knjižnici. Zdaj pozdraviti se ne smemo, bova pa kar tekle. Kar kepco bomo dali, ne? Ja, mi sva si zaželela biti bogata. Ja, lepo. Ampak ne s cekini, ne s denarjem, ampak z znanjem. S knjigami. In tako znanjem, ki ga lahko pridobimo tudi s pomočjo branja knjig. Gospa Bernarda, povejte mi, zdaj stojiva v enem takem lušnem kotičku, kjer so bolj pisane knjige. Kakšne knjige pa še obstajajo? Za koga? Kdo se lahko tukaj vzame knjigo? Ja, tole smo na oddelku za otroke in mladino v knjižnici Velenje. Tu imamo knjige postavljene po starostnih stopnjah, a ne? Za najmlajše imamo tamle ob steklu kartonke, potem za malo večje so slikanice, potem še za malo večje, tam nekje tiste, ki že hodijo v šolo, ki že znajo brati, so tamle kratke zgodbice, pravljice in potem še za večje imamo tule leposlovne knjige, se pravi že zgodbice, romane, za mladino od 10. leta starosti dalje in tam čist na koncu skriti so stripi, ki pa so tudi zadnje čase zelo, zelo iskani in brani. Ja. Poleg teh leposlovnih knjigic pa imamo še poučne knjige, a ne, če bi vidva želela spoznati kako žival bolj podrobno, boste šla tule not od tele poličke, poiskala poličko živalstvo in si tam zbrala ustrezno enciklopedijo ali kakšno krajšo zgodbico, pa si vse lepo prebrala v tisti knjigi. Kaj pa na drugi strani? Aha, na drugi strani je pa oddelek za odrasle. Tam je več knjig in tudi malo drugače so razporejene, a ne? Se pravi, tule so po starostnih stopnjah, še vedno jih imamo označene C, Cicibani, P, Pionirji in Mladina. Na odraslem oddelku pa imamo posebej slovenske romane, tuje romane, posebej so postavljene kriminalke, fantastični romani, pač po žanru in pa potem poučne knjige, a ne, tako da tja boste šla čez nekaj let. Tako, pa obstajajo samo takšne vrste knjigic, kot je tale, recimo ima neko vezavo, platnico, liste, ali sem slišala, da obstajajo tudi slušne knjige, oziroma knjige, ki jih kako? Zvočne. Mi jim rečemo zvočne knjige. Ja, poleg klasičnih knjig, si lahko sposodimo pravljice ali na CD-jki, se pravi, tule imamo zgoščenke pesmice, ali pa na drugi strani zgoščenke pravljice. Potem lahko še vidva si izposodita risanke, filme, imamo tudi zvočne knjige, ki jih lahko poslušata, a ne? O teh sem želela spregovoriti, se pravi, neke tipke obstajajo gor, pritisneš in ti poleg pisanega besedila ponudi tudi zvočno predvajanje. Ja, to pa so bolj kartonke za najmlajše. Bom pokazala vam, tule sem vama pripravila nekaj, a ne? Zdaj to, kar sem zdaj govorila, so tele, a ne? To so filmčki, slovenski film Kekec ali kaka risanka ali kake pravljice.
to je zvočna knjiga, ki jo lahko poslušate, a ne? To, kar si pa ti vprašala, Mojca, ti si pa verjetno želela kakšno takšno knjigo, a te ne? Majaka tokrat Da bi on se rad vidva pritiska. malo igrala, Ja. pritiskala. Za naše najmlajše, seveda. Ta že bolj slabo dela, so že preveč pritiskali, malo se sliši, a ne? Ja. In potem, ko vidva bereta, a ne, zgodbico, če si zaželita kravico, glas, a ne, kako se oglaša, ali pa kaj imamo, petelinčka, pritisneta, račko pritisneta in se zabavata še ob lušnih glasovih živali, Tako, a ne, tako. tako da vedno lepo pregledati, prelistati knjigico, a ne. In nekatere imajo včasih vključene še materijale, da lahko tudi tipamo. lahko jih pobožamo, Tako. a ne, tako ali pa zunaj videti. Jo, lepega medveda, Jaka, imaš tvoj svojega prijatelj. prijateljčka, a ne, da ga še na koncu stisnemo, pobožamo, ali pa lahko tudi odkrivamo stvari, Odkrivamo, a ne? tudi Joj, te to so pa imam. tudi Tudi zelo to imam, zanimive. To se pa ne ustraši, to ne. Ne. To pa imamo ribico, v ribico, a ne, ker včasih skočijo ven, tule je taka prijazna ribica, včasih pa skočijo tudi kakšne take pošasti ven, a ne. Jaka. Ali si Še se dobro, da je ustrašil? samo knjiga, a ne? Ali si se ustrašil? Glej ga rakca. Jastok, a ne? Ja. A imaš rad rakce? Zelo rad ima vse živali, no, nekako po vodi se ne sprehaja najbolj rad, no. glej, Tako da ni pa še v živo srečal takšnih le velikih Ja. pošasti, kot je bil No. tisti morski pes, a ne, da ne. Jih pa lahko Na spoznaš, srečo. jih pa lahko spoznaš v knjigici, a ne, Tako. da se ne boš potem ustrašil. Tako da zelo različne knjige imamo. Imamo pa tudi za take otroke knjigice, ki so slepi, a ne? Ja, tudi to me zanima, Ja. kako berejo To pa so otroci, ki knjige v slepi. Brajlovi pisavi, beremo jih z otipom, a S ne? katerim letom pa mislite, da se otroci že naučijo? Ja, brati to bi te jaz posebne težko pisave? rekla, a ne, ampak zdaj par knjig mi s tako pisavo imamo. Za predšolsko populacijo? To je bolj za in Že za za- oboje, a ne, verjetno se ti otroci že od malega učijo, a ne, tole branja v posebnih šolah, a ne. Mi imamo par takih knjig, da tudi pokažemo, oziroma tu je oboje možno, a ne, da otrok, ki bere, tudi spozna, a ne, kako pa berejo tisti, ki ne vidijo, slepi, ki so tako. slepi, a ne. Ja. Tako da tudi več vrst knjig obstaja, a ne. In pravzaprav v vaši knjižnici imate prav gotovo za vsakega Točno to. knjigo. Potrudimo tako da vsak se, da najde, vsakemu otroku mali in damo. veliki. Točno Ja. tako. Tudi knjige po velikosti se razlikujejo, a ne. Ko so majhni, Za majhne rokice, Za majhne knjigice, a ne? ja, take lahke knjigice, a ne, da otrok gleda samo slikice, spoznava predmete, se uči besed, a ne. Fantki imajo radi letala, Tako, prevozna helikopterje, sredstva, prevozna ja. sredstva. Punčke imajo rade princeske, a ne. Tako da si pač zbirajo potem različne knjigice, jih odnesejo domov, jih čuvajo, paziti moramo na knjige, a ne. Ja. Tudi ko gledamo samo knjigo, moramo zelo paziti, a ne, kako listamo. Tako je, že Vedno- tukaj v knjižnici in še posebej potem doma, Doma. kako z njo ravnamo. Ne, da se spravimo v posteljo, pa zraven prinesemo hrano, pa pijačo in Točno. potem se nam lahko polije in ti šment, kaj pa pol naredimo, če se knjigica kaj poškoduje, recimo strga, jo kar sami uredimo doma ali jo je treba prinesti takšno, kakršna je poškodovana, potem nazaj sem v knjižnico? Mi imamo najraje, da se prinese nazaj pač taka, kot se je zgodila ob tej nesreči, a ne. Nič lepiti, ker mi imamo posebne trakove, s katerimi lepimo. Če je knjiga pač toliko poškodovana, se zamenja, se zmenimo za novo knjigo, a ne.
Če pa je še toliko, da jo mi lahko uredimo, pa jo potem mi sami uredimo, pa se potem plača kakšna odškodnina ali pa karkoli. Torej, dragi otroci, najboljše je, da res previdno ravnate s knjigo, a ne? Torej, nič hrane in pijače takrat, kadar beremo, ampak se posvetimo zgodbici, ki jo želimo prebrati. Točno tako. Gospa Bernarda, dajte mi vi povedati zdaj, kaj vse pa mora vsebovati ena knjiga. Jaz vidim, tukaj so različni naslovi, to pomeni, da že v začetku vidimo, o čem bo zgodbica govorila, ampak je še kar nekaj drugih informacij, ne? Pa same risbice. Torej, knjigica, kaj naj bi vsebovala? Ja, vsaka knjiga, mi temu rečemo, ima naslovno stran, a ne? Na tej prvi strani je ponavadi napisan avtor, no tule ga ni, a ne, ampak tule pa imamo avtorja, a ne. Torej tisti, ki je napisal zgodbo. Tisti, ki je zgodbico napisal in pa tisti, ki je narisal, ilustriral, mi temu rečemo, a ne. In potem, ko knjigo odpremo, a ne, se to ponovi še enkrat, a ne, imamo naslov in potem se začne zgodbica, a ne. Ko knjigo listamo, a ne, vedno rečemo, da jo listamo takle z 2 prstkoma, ne takle, ker se nam lahko listi strgajo. Pa ne v usta. Ne slinit, medojaka, ne slinit. Tudi, če gre s težavo, ne? Ja. Tako da lepo pregledamo in ko pregledamo knjigo do konca, zelo pomembna je tako zgodba kot ilustracija, posebno za male otroke. Tako je. Ker mali otroci ne znajo še brati. In mi si lahko zgodbico pripovedujemo samo po ilustracijah, samo po risbicah. Če recimo mamica bere zgodbico, lahko tudi prilagodi samo zgodbico. Točno to. Vedno sta v knjigi 2 zgodbi. Ena, ki jo je napisal pisatelj, avtor, ena je pa tista, ki jo je narisal ilustrator. Zanimivo. In potem, ko mi to lepo pogledamo, do konca preberemo, pogledamo, konec je v knjigi ponavadi še en tak vtej. Ga ni bilo v vseh knjigicah, ni posebno v malih knjig. Za mlajše, ja. Vtej bomo pa videli, so pa taki podatki o knjigi, a ne? In ti podatki govorijo o tem, torej še enkrat naslov, kdo je naredil. Prvi natis to pomeni, da je tale knjigica bila prvič natisnjena, zato ker, če so kakšne posebne zgodbice, ki jih otroci radi prebirajo, je pa možno tudi več natisov, a ne? Točno tako. Skozi leta se lahko ponovi. Po natisi. Pa kaj še vsebuje? Ja, koliko izdajah je bilo, a ne? Katerega leta se je to zgodilo. Pa kdo je natisnil to knjigo? Založba. Katera založba je? Pa mogoče midve znava z takimi navadnimi besedami povedati našim otrokom, kaj to sploh založba je? Knjiga, ko jo nekdo napiše knjigo, ne avtora. Torej, jaz bom zdaj kmalu izdala eno knjigico in potrebujem nasvet. Torej, kam naj grem? Vidva, ko bosta imela napisano, si bosta mogla najprej najti nekoga, ki vama bo to knjigo natisnil. Torej, tiskarna. Tiskarno, ali pa lahko pa tudi izdata sama, a ne? Lahko v samozaložbi izdata, se pravi, da sta vidva tista, ki data natisniti in knjigo izdata. Ampak ponavadi se knjiga da v tiskarno, tam se knjige natisnejo, ko so knjige natisnjene, se pa dajo potem v založbo, a ne? In založba pomaga, da se ta knjigica pojavi bodisi na knjižnih policah, v knjižnici ali v kakšni trgovini in tako dalje. Ja. Tako imamo založbo Mladinska knjiga, ki je naša najbolj znana, največja, posebno za mladinsko književnost, literaturo, a ne? Potem pa te knjigice grejo v trgovine, a ne? Včasih so se prodajale samo v knjigarnah, a ne? Danes pa vemo, da knjige dobimo povsod, a ne? Tudi v trgovinah z živili in tako naprej. Točno tako. Torej, potem takem lahko vidimo, kako pomembne so knjige, ne? Ker jih lahko vse posod zasledimo in kupimo. Zelo, ja. Vidiš, Jaka, kakšno izbiro imava midva. Bova šla še malo naokrog pogledat in se seveda še spomniva. Tule pa imava tudi knjigice, glejta. S pomočjo knjige se vidva lahko naučita zavezati vezalko. Poglej!
prihaja zima, mi dojaka čevlje bo treba gor dati. A vidite, kako je razvajen, ker ga Mojca vedno nosi, se ne rabi obut. Ampak to ne upoštevajte, dragi mali otroci, vi se pa morate naučiti, kako se zavežejo vezalke, kajti mamice in očke ne bodo vedno nosili, a ne? Ja, vidiš, tek na knjiga nas nauči zavezati vezalke, a ne? S pomočjo knjige se naučimo tudi hlačke zapenjati ali pa zadrgico, a ne? Če smo bolni, pa se bojimo zdravniku, nam knjiga lahko odžene strahove pred zdravniki. Ali pa, ko gremo v šolo, pred šolo. Ko smo še majhni, nas knjiga lahko odvadi od dude. Dudica, od kahlice. Ali pa, če smo nagajivi, a ne? Starši, poglejte. En kup priročnikov je tukaj za vas in za otroke. Ali pa, če nočemo spati, ali pa, če se zlažemo, a ne? Se pravi, knjige so v pomoč otrokom in tudi staršem, a ne? Pa še lepe zgodbice lahko preberemo za lahko noč iz njih. To so pa potem malo drugačne zgodbice, a ne bolj sproščene. Jaka, kaj bi si midva šla sposoditi eno knjigo zdaj? Kaj boš ti vprašal? Kaj, si sramežljiv spet? Katero knjigo bi rad imel? Ja, njega zanima, če obstaja kakšna knjigica o medvedku Jaki. Ja, eno imam tule, a ne? Ampak ta je bolj za majhne. Taka slikanica, a ne? To je leporelček. Leporelček temu rečemo, a ne, zgibanka leporelček. To je za najmlajše. A midva bi vseeno prebrala kakšno zgodbo, a ne, Jaka? Vidva bi pa malo debelejšo, da bi zgodbice imela za lahko noč. Imam pa od Kajetana Koviča tudi moj prijatelj Piki Jakob. In kje se nahaja? Ja, ta knjiga se pa nahaja tule, ker je že malo debelejša, po starostni stopni do 9. leta. In ker jo je napisal Kajetan Kovič, knjigo v polički vedno iščemo po abecedi avtorja, pisatelja, a ne? Tako. Tak bomo poiskali, kjero črko me dojaka? Kovič. Bo. Dragi otroci, to boste verjetno potrebovali malo pomoči staršev, če še abeceda ne gre v celoti. Pa imamo takle malo v pomoč te bolj pomembne avtorje, ki imajo več knjig izpostavljene. Koren in tule imamo Koviča. A rabimo mi nekaj zdaj, ko bomo tamle knjigo vzeli? To se pa midva spomneva. Še iz najnega prvega obiska bova šla kar hitro pogledat, kje se nahajajo tele označevalci. Poglej, bova hitro enega vzela. Saj veste, otroci, brez tega si knjigice iz knjižne police ne moremo vzeti, kaj hitro pozabimo, kam spada, ne? Torej, tole je takle označevalec. Mi temu rečemo kazalka. Kazalka, ker nam pokaže, kam moramo knjigo nazaj vložiti. Mi si zdaj to kazalko ponavadi otrokom rečemo, naj si zapomnijo znak. Vidva ste si izbrala svinčnika, ne? Barvico. Takle jo damo not, knjigo vzamemo ven, potem si knjigo ponavadi pogledamo, a ne, glej, medveda Jaka. Če nam je všeč, če jo bomo sploh prebrali, a ne. Prijatelj Piki Jakob. Vidiš. A ne, in to imata več kratkih zgodbic, lušnih, za več večerov. To pa bo zanimivo. Tako da, in seveda, tu je glavni junak. Medvedek? Jaka? Ja. Tako da boste res se zabavala več večerov. Tako da izvolite. Tole bova kar Zdaj boste pa knjigo potem nesla tja knjižničarki, ki sposojnemu pultu, da vama opiše. Imamo pa na novo zdaj tudi knjigomate, kjer si lahko sama izposodita knjigo. Takole, mi smo malo zapeli in zaplesali, pa preden si greva midva še uradno sposoditi tole čudovito knjigo, me pa nekaj zanima, Bernarda. Že ves čas hkrati med pogovorom opazujem tele kreacije, tele umetnine na vaših policah. Torej, niso v knjižnici samo knjige, marsikaj drugega še lahko zasledimo. Kaj je to? Kdo je to napravil? Manda, niste vi knjižnicari tukaj tako pridni in vse izdelate? Ne, tega pa mi ne bi znali. To pa so delali otroci in strokovne
delavke v vrtcu Velenje. Z njimi sodelujemo že vrsto let in vsako leto nam pripravijo 3 ali pa 4 take čudovite razstave na določeno temo, a ne, ki jih potem mi tule z veseljem razstavimo in potem si tudi otroci, starši lahko vse te izdelke in tiste čudovite risbice pridejo pogledati. Res je čudovito, tako raznolike. Je bila to kakšna tema izpostavljena? To je bila tema na temo Pikinega festivala. Letos je bila tema Pikinega festivala igra, šport in tak, in so pač otroci izdelovali na to temo, kako Pika, vse to. Uživa v športu in v igri. Čudovito. Zelo lepo je, da se stvari tako lepo povezujejo in navezujejo. Tako, zdaj pa si gremo mi sposoditi tole knjigo, a ne? Jaka, to bodo zabavni večeri. Naslov te razstave pa je Pika Nogavička ima rdeča lička, a znata naprej? Ti pa pojdeš ven. Kam pa zdaj damo to kazalko? No, Jaka, povej, nazaj, a ne? Vedno stvari pospravimo nazaj, tam, kjer smo jih dobili. Tu vaju bo kazalka počakala do naslednjič, a ne? Zdaj pa si lahko greta sposoditi. Torej, sva rekli, lahko si sposodiva tako, da nam knjižničari pomagajo, lahko pa si to narediva kar sama. Pa bova najprej šla do tegale pulta. A si boste preko knjižničarja sposodila ali preko knjigomata? Kam bi midva šla? Pa dajva iti na novo. Tako, pa dajva iti tukaj na avtomat. Bomo pokazali, kako se zdaj to na novo izposoja. Tule piše, da morata pritisniti za začetek. Torej, dajva, Jaka. Dajte malo obrnem. Morate pa imeti izkaznico, a ne? Tako, tukaj imava midva izkaznica, a ne? Zdaj pa midva tukaj pritisnema. Hop. Ja. Takle, damo knjigo gor, pritisnemo v redu. Če želita imeti potrdilo, pritisneta tukaj in bosta dobila potrdilo na mail, kjer bo pisalo, dokdaj lahko knjigo imata. Drugače vam je pa tule gor pisalo, da lahko imata knjigo do 3. decembra. Zdaj smo knjigo izposodili, tule gor vam je pisalo, da jo lahko imata do 3. decembra, ali pa poglejta na potrdilo, ki jo dobita na vajin mail. Torej, nekje 3 tedne lahko imava knjigo, potem pa jo morava vrniti, da jo lahko še kakšen drugi otrok prebere. Pazite, da ne zamudita, ker potem pa je zamudnina. Potem pa je treba plačati. Točno tako, ampak vidva sta pridna, vidva Sva zelo vestna, disciplinirana in bova uredila v pravem času. Izvolite. Hvala. Bernarda, si ti za to, da prideš nama pomagati narediti tudi najino kazalko za v knjigo? Ker vas bom vprašala, oziroma te bom vprašala, kako debela je lahko ta kazalka, da ne uničiva knjige in tako naprej. Si pripravljena meni in otrokom pomagati izdelati kazalko? Ja, z veseljem. Pa gremo v tisti lepi kotiček. Ja. Torej, dragi otroci, medve z Bernardo sva se že predstavili v en tak čudovit kotiček, kjer je seveda zopet polno knjig, ampak še kaj drugega se tukaj najde. Kaj se počne v tem kotičku, bo povedala malo kasneje Bernarda. Medve pa sva zdaj tukaj zato, da bi vam jaz pokazala, kakšne vrste vse kazalk si lahko vi doma sami napravite. Če imate kaj odpadnega materijala ali kakšnega drugega ustvarjalnega materijala, kaj hitro lahko naredite čudovito kazalko, ki bo popestrila vašo knjigico. Saj veste, to, da lahko potem, ko berete pravljico, označite, kje ste ostali in naslednji dan nadaljujete od tam naprej to zgodbico. Seveda, kazalka mora biti primerna, ne preveč debela, da se knjigica ne bi poškodovala, a ne, Bernarda? Točno tako, ja. Tako da zdaj midve pogleva, nekaj predlogov je Jaka meni pomagal pripraviti, a ne? Sva bila malo ustvarjalna in sva naredila tukaj eno takole kazalko, poglejte. Čist preprost, barvni
papirček sva vzela, narisala sva usta vesela, seveda, ker sva vedno vesela, kadar knjigice prebirava, in potem sva nalepila tele očke migetalke, pa sva naredila take laske, posebne roza, in pa izrezala s pomočjo olfa nožka. Tukaj seveda svetujem, da povprašate oziroma poprosite mamico ali očka za pomoč, da se ne bi kdo slučajno poškodoval, a ne? Če ste pa vešči z škarjicami, tudi z škarjicami lahko izrežete. Zakaj sva naredila tega noska takole? Seveda, da lahko zataknemo kazalko, poglejte, takole noter, hop, in zdaj imamo našo kazalko takole, ko kuka ven iz knjigice. Torej, tole je en primer kazalke. Bernarda, si ti pogledala, katera je tebi najbolj všeč? Vse so lepe, Vse so zanimive. Vse so lepe. Poglejte, če imate doma kakšno staro škatljo od čevljev ali kakršnekoli druge embalaže, zagotovo najdete en kos kartona. Midva sva ga izrezala tako kot take palčke, poglejte, in zdaj je Jaka tlele gor nanizal tele majhne bonkice, mehke, in napravil gosenico. A ni čudovita? Me spominja na pravljico, zelo lačna gosenica. Res je, zelo zanimiva pravljica. Ja, Ste si jo vi zelo prebrali, lepa. otroci, o gosenici? Nas nauči dneve, pa šteje, pa še razvoj metuljčka iz gosenice. Ja, kako pride naš najlepši metuljček ven. Ja. Torej, tudi to je primer ene kazalke. Poglejte, takole. Zdaj imava pa že dve. Kuku. Krasno. A ne? Sam ne sme biti predebela, Tako, to morate smo pa paziti. rekli, a ne? Ja, da se knjigica res ne bi poškodovala. Potem, Bernarda, tlele imamo ene velike sponke. Ja, te so še po mojem ravno pravšnje za knjigico. Če bi bile pa predebele, pa že mogoče ne bi bile. Pa že lahko poškodujejo liste. a ne? Ja, nastane potem taka udrtina noter v knjigici. Ali pa lahko strgamo, ko to not dajemo. Ja. Moramo tudi paziti, Tako. da kazalka res mora biti taka, Ja. da ne poškoduje. Tako, to je naša eno-oka prijazna pošast. Bomo še tole zataknili noter, da vidimo, kako bo izgledalo. Tako, kar za primer. Poglejte, otroci. Sej drugače doma imamo tudi kakšne majhne sponkice, tudi s tistimi lahko kaj ustvarimo, ne? Poglejte, zdaj pa imamo kar 3 kazalke. Super. Včasih si lahko tako tudi v večjih knjigah zabeležimo kaj pomembnega, kar smo prebrali, ne samo kje smo ostali, ko smo brali zgodbico, a ne? V kakih enciklopedijah, Tako. a ne, tisto, kar nas je najbolj zanimalo. Tako, a ne? in bi radi še večkrat pogledali in uporabili kakšno stvar, kakšno znanje. Potem pa imam tukaj enega metuljčka, tudi tega recimo za kakšne punce, ki imajo rade mašnice, so bolj punčkasto princeske. To boš gor nalepila? Tako, jaz bi pa tole kar gor nalepila. Poglejte, vzela sem en tale klasični mehek papirček, ne, če ga najdete doma. Potem sem lepo na sredini stisnila skupaj, takole. Povezala sem s tole mehko oblazinjeno oziroma opremljeno žičko, jo lepo zavezala kot mašnico za lase ali pa za na roko ali kamorkoli želimo mašnico pripeti. Tako, seveda opremimo jo lahko potem še s kako tole pisano bunkico, s čimer pač želite, kar imate pri roki, otroci. In sedaj bom jaz lepo na kartonček nalepila tole mašnico. Torej, za te kazalke potrebujete najbrž lepilo, škarjice in kar najdete pri roki blizu, vzamete in izdelate, kar si želite. Takrat bo verjetno tudi veliko lažje prebrati knjigo, ko imaš nekaj svojega, nekaj tako pisanega, nekaj čarobnega, mogoče kakšne bleščice in je vse skupaj, vključno z zgodbico, še bolj zanimivo, a ne? Tako. In jaz bom zdaj tole prilepila na tole kartonasto palčko, počakala, da se lepo posuši. Zdaj bomo pa pogledali, kako to izgleda noter v knjigici. Damo tele stare oziroma že pokazane kazalke ven. In voilà, tukaj sva prebrala in tukaj sva končala
in jutri nadaljujeva. Zdaj se seveda še ni tako dobro posušilo, še malo bolj previdno ravnam s tem, ampak vi pa verjamem, da boste doma izdelali zelo, zelo dobro prijemajoče izdelke, ne bo nič padalo stran, tako da, evo, tudi Bernarda že končuje svojo lepo kazalko. Midve pa, Bernarda, ta čas, ko ti ustvarjaš, še povejma, nahajava se torej v enem posebnem kotičku, ki se mu reče kako? Pravljična soba. Pravljična soba. Ja. Torej, tukaj lahko pridejo otroci sami starši ali pa sami tisti malčki, ki že znajo malo brati, se usedejo in preberejo kakšno pravljico sami, lahko pa jih tudi vi berete, ne? Imate posebne urnike? Vsako sredo imamo tule v pravljični sobi uro pravljic, kjer knjižničarka pripoveduje otrokom pravljice, po pravljicah pa tudi ustvarjajo, izdelujejo na temo pravljice. Potem imamo še tudi pravljično jogo, tako da lahko malo potelovadijo, ali pravljično meditacijo tudi z medvedkom Tapkom, tako da medvedjaka lahko prideš svojega prijatelja obiskati. Medvedi so pa, zgleda, zelo popularni v vaši knjižnici. Točno tako. Tamle tudi ena medvedka Betka počiva. Potem imamo tudi razne ustvarjalne delavnice, ravno zdajle, naslednji teden bodo lahko izdelovali pajke, tako da se marsikaj tule dogaja. Drugače pa lahko med tednom pridejo otroci starši, pogledajo kakšno knjigo, tule ni važno po abecedi, tule lahko bolj prosto gledajo, lahko se poigrajo z igračami. Prej smo pozabili povedati, da imamo tudi igrače na izposojo, tako da si lahko tudi igrače izposodita v naši knjižnici. In se pač zabavajo. Seveda pa je treba potem vse tudi lepo pospraviti, paziti, da se kaj ne poškoduje. Prej sem rekla, da vas bom vprašala tudi o bralni znački za predšolsko populacijo ali tudi za starejše. Se izvaja tukaj, v tem kotičku? Ne. Predšolsko bralno značko imamo tam posebej poličko, tam so vse knjige, ki so v seznamu določene, zložene tam skupaj, da si starši lažje poiščejo. Lahko pa si otroci tudi kakšno knjigico po svoji izbiri izberejo. Potem pa jo povejo v vrtcu. Ta predšolska bralna značka poteka v sodelovanju z vrtci, kjer se izvaja. Mi pomagamo pri seznamih, ko na novo delamo, seveda pod pokroviteljstvom Zveze prijateljev mladine. In kaj ima tukaj zraven Pika Nogavička? Pika Nogavička ima pa pri Pikini bralni znački glavno besedo. Torej, ona ima pa svojo bralno značko. Ona ima pa svojo bralno značko, ki se izvaja od septembra pa do začetka Pikinega festivala, se pravi, ko se Pikin festival konča, do 2. leta, tako da jo otroci lahko knjige iz teh seznamov berejo tudi med poletjem, ko je šole konec in ko preberejo pač določene knjigice seznama, jih zapišejo v bralno beležko, prinesejo sem pokazati in na Pikinem festivalu imamo potem zaključno prireditev, kjer povabimo kakšnega avtorja, recimo letos smo imeli Primoža Suhodolčana, letos smo praznovali 10 let Pikine bralne značke in tam otroci dobijo Pikin bralni gumbek. Po 3 gumbkih pa potem osvojijo zlatega, In imamo v Velenju veliko otrok, ki berejo? Imamo veliko, res je, da se je zdaj v času korone to malo zmanjšalo, ampak zdajle pa se lahko spet pohvalimo, da nam obisk narašča, da pridno hodijo v knjižnico in da pridno berejo. Pa vi meni znate povedati, ali obstaja ena knjiga, recimo za otroke stare 4-5, ki je najbolj popularna? Katero si največkrat izposodijo? To je pa težko povedati. Veliko knjigic se različno sposoja. Še vedno so zelo brane te naše klasične slovenske ljudske pravljice, kot so Muca Copatarica, Mojca Pokrajculja. Zelo popularne so knjige od
zverjaščka, a ne, ali pa tudi ta zelo lačna gosenica, ali pa res težko je izpostaviti samo eno knjigo. To je pač odvisno od koga, kaj mu je všeč, a ne. Dobro. Zdaj, mi dve sva nekaj pokazali, tole je tudi od Bernarde, Ja, to je ena pa lušna moja. kazalka. A jo boš še ti poskusila dati v knjigo, da pokaževa No, otrokom. samo meni še učke niso primle. To Ja. lepilo bolj slabo drži, bom jo pa kar tekle brez učk Tako, dala. tako. Tale jeziček, Ja. da prime, a ne, si označimo. Pri zobozdravniku, Ja. zobozdravnika. Se pa Takole. nekateri zelo bojijo. Jaz sem Zelo. pa tekle naredila, učke bom pa še prilepila. Kasneje. Tako. Ja. Dragi otroci, upam, da ste dobili kakšno idejo, da boste ustvarili svojo kazalko. Zdaj pa se bova medve z Bernardo sprehodili še do enega plakata, na katerem je zapisan, narisan bonton. Kaj pa je to bonton, Bernarda? Mi smo že v prejšnjih oddajah veliko govorili o bontonu. Ampak v knjižnici je še prav poseben, a ne? Tako da predlagam, da greva do tistega plakata in pokaževa oziroma poveva otrokom, kako se moramo v knjižnici obnašati. Torej, mi se zdaj nahajamo tukaj pred enim lepim, rumenim, velikim plakatom. Take opisne slikice so zdaj tukaj zgoraj, pa vidimo zelene kljukice in pa rdeče križce. Kar pa verjetno pomeni, da tista slikica, ki je obkljukana z zeleno kljukico, pomeni, da se tako moramo vesti, da to lahko smemo početi v knjižnici, kjer so pa križci, tega pa ne smemo. Tako da bi jo skor, kaj bova midva kar prebrala po vrsti, kaj lahko in kaj ne. Torej, v knjižnici si izposojam knjige in jih pravočasno vračam. Ja, tega smo se danes naučili. 3 tedne imamo in potem moramo lepo vrniti. V knjižnici se lahko tudi učimo. Seveda, veliko je mizic in stolčkov, zakaj pa ne vzamemo knjigo, pridemo sem svoj prosti čas nameniti včasih tudi učenju, a ne? Točno. Potem, kričati pa res ne smemo v knjižnici, a ne? Tudi mi dva danes malo preglasno skoraj govoriva, a ne? Kaj še ne smemo početi? Se ne smemo loviti, seveda, saj to ni igrišče, a ne? Potem pišemo domače naloge, ja, super je, ker se tukaj lahko usedeš in če česa ne veš, hitro poiščeš knjigo. Vidim, da so tudi računalniki, tako da tudi lahko kaj pogooglamo in napravimo domačo nalogo, a ne? Če jo imamo. Beremo knjige in revije, tako, tudi to smemo delati. Se ne skrivamo. Joj, pa to bi bilo pa tako zabavno. Med poličkami, a ne? Malo pred poličkami. Pa se včasih se. Včasih pa se malo, a ne? Malce polovijo, a ne, jih zanese, ampak če niso preglasni, Je pa tudi v je pa redu, tudi a ne? dovoljen. Kaj še ne smemo? Ne uporabljamo mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav. Ja, če smo prišli gledati oziroma brati pravljico, pa res ne potrebujemo še telefona zraven. Kaj pa za kakšno fotko narediti? To pa je dovoljeno, Tisto pa je, tisto pa lahko. Ker danes pa vsi radi kaj poslikamo, a ne? Sploh za spomin, pa mogoče tudi za kakšno nalogo. Točno tako. To je torej bonton. Si slišal, Jaka? Pa saj ni tako hudo, a ne? Sej tega tako več ali manj vsi upoštevamo. Včasih je pa res treba koga opozoriti, da ni preglasen ali pa da preveč ne telefoniramo oziroma preveč naglasno ne govorimo. A ne? Kaj praviš, Jaka? Ja, ne vem. Jaka sprašuje, je rekel, da je videl nek nahrbtnik, če so tam noter slučajno kakšni bombončki. Kaj se tebi luštak, sladkorčka, Jaka? Ne, Jaka. Med, ma kakšen med v knjižnici? Saj veš, da ne smemo jesti tukaj. To so pa malhe dobrih zgodb. Res? V tistih nahrbtničkih se skrivajo dobre knjige, ki jih mi pripravimo za izposojo. Kje si ti to našel? Ampak prej jih ne smeta odpreti. Vzameta nahrbtnik, si ga sposodita in šele ko prideta domov, imata presenečenje. Tako da lahko si še kak nahrbtnik sposodita. Ja, prav. Koliko sta vidva stara, imata nahrbtnike do 3 let, malhe, malhe, in od 3 let naprej. Bova rekla od 3 let naprej, ker so tudi naši gledalci pogosto takšni, da so stari že več kot 3 leta, a ne, dragi otroci? A ste vi tudi opazili to malho? Jaz je nisem. Jaka jo je? No, potem se pa gremo pogledat, ki jih imamo, a ne? No, pridita. Dragi otroci, poglejte,
resnično, nahrbtniki malhe, polne presenečenja in to bo današnje slovo za naju dva. No. Si bova sposodila en nahrbtnik? Evo, izvolite, naj bo to presenečenje iz knjižnice, a boste dali kar na... Bom kar dala na Si boste hrbet. dala, takle. Tako. Lepo. In se pravi zgodbice, to je nekaj knjigic. Kdaj pa morava to zdaj vrniti? Enako, čez Enako kot 3 knjiga, tedne, 3 tedne. Imate pa 5 krasnih zgodbic. To pa bo zdaj popestritev za te 3 tedne. Bernarda, najlepša hvala, ker si nama povedala ogromno stvari in popestrila najin dan in popestrila tudi najine večere. Že nestrpno pričakujeva. Lepo, jaz vama želim veliko prijetnih, lepih večerov ob prebiranju dobrih knjig. Hvala. Pa vabljena še v knjižnico. Hvala. Za vas, dragi otroci, pa kot vedno, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Ja. Poljubček za lahko noč dobiš. Medved pa še eno kepco. Čau, či. Čau, adijo. Čau, čau.